En lep pozdrav sem skupaj ponovno z vami, Kristi Žmahar, za tedensko rubriko Nebesa klepetajo. Ta teden sem se odločila, da odgovorim malce na vaše vprašanja, ki so se navezovala na konkretno energijo, torej naša osebna energija, kako se zaščitimo, ali drugi ljudje res lahko vplivajo na nas svojo energijo, kako se to dogaja, kaj je s črno magijo. Skratka, vsa ta vaša vprašanja, ki so vas kakorkoli obremenjevala glede tega. In sedaj smo pripravljeni, da začnemo to našo rubriko, ugotovimo, katera so ta vprašanja in seveda na njih tudi odgovorimo. Prvo vprašanje, ki ga imamo, kako ljudje eden drugemu vstopamo v energijo in kaj to pomeni za nas. Ja, ljudje vstopamo eden drugemu v energijo preko naše aure. Aura ni samo naš sistem, ki nas nekako ščiti, vendar je tudi naš informacijski sistem, ki nosi vsa naša prepričanja, mnenja, skrbi, pa vse tudi tiste pozitivne lastnosti, ki potem ves čas z nami komunicirajo. Vkolikor se ta naš center v kakršnikoli točki nekako oslabi, to pomeni, če smo čustveno obremenjeni, telesno utrujeni, drugi ljudje dobesedno lahko pristopijo na to šibko energijo, če so recimo v tistem trenutku močnejši in svojimi prepričanji, mnenji, kakorkoli, morda svojimi vzorci, začnejo vplivati na nas. In to se seveda pozna tako, da če mi v osnovi nismo taka energija in nasprotna energija vstopi v našo auro, to pomeni v naše informacijsko polje, potem pride do zelo hudega konflikta energiji, ki ga mi začutimo tako, da duša želi na vsak način tisto, kar ni njena informacija, izločiti in potem nam začne to sporočati. Ali tako, da se slabše počutimo, ali tako, da v nekem trenutku dobesedno ne vemo, kaj smo si v resnici želeli, predno smo se z nekom pogovarjali in nam je predal svoje mnenje, in takrat se duša dobesedno ustavi človeka in mu da nekakšno lekcijo, nekaj naredi, da bo prišel do spoznanja, kaj je tista njegova prava informacija. Tako da ljudje si najlažje vstopamo tako, da si govorimo stvari, to pomeni, da te hoče nekdo nekaj prepričati, pa imaš ti drugo mnenje. Zelo lahko je to narediti, če nekdo blizu vas, ste recimo na tej dolžini 30 cm, ker to pomeni dobesedno energetski vstop v to tvojo energijo. Kaj pa bi jaz tukaj priporočala je, da dobro poznate svoj informacijski sistem, torej kaj je tisto, kar vi v resnici verjamete o sebi in kaj želite izkušati. Primer, če imate nekoga, ki je kot duša, kot posameznik, tudi njegove karakteristike, nasplošno naravnane, tudi je pozitiven, živi pa z nekom, mu ves čas daje negativne informacije in ga želi prepričati, da je življenje negativno, potem bo to dvoje zelo prišlo v kratkem času v nasprotje in temu bomo rekli tako, da bo ta človek, ki sprejema te povsem drugačne informacije, kot je on sam zaznal, kot skakanje v energijo, in seveda bo njegova duša opozorila, da je nekaj v sistemu narobe in bo sprožila lekcijo, spoznanje, želela spremembo ali celo slabo počutje. Tako da, kako pa se bomo tega lotili, kako bomo pazili, da bomo v svoji energiji, seveda sledi takoj za tem. Drugo vprašanje na našo tematiko se mi zdi izjemno pomembno in močno verjamem, da vam bo tudi zelo pomagalo. In to vprašanje je, kako ostati v svoji energiji. Vam bom rekla kar zelo po domače in preprosto, kako najlažje ostaneš v svoji energiji je, da trdno veš tisto, kar smo se prej pogovarjali, kaj je tvoje informacijsko polje, kaj so tvoje prepričanja in od njih ne odstopaš. Namreč, če imaš ti ves čas enaka prepričanja, si definiral, kdo si, kaj si želiš, kaj je tisto, kar nekako gradi tvoj vsakdanjik, potem je tvoja energija zelo trdna in zelo stabilna. A veste, energija niha takrat, ko recimo nek drug človek pride k tebi in ti začne sugerirati, da morda pa ne delaš prav, da mogoče ne razmišljaš prav, da mogoče pa tvoje življenje ne bo tako dobro, kot ti misliš, da ni tisto, kar ti misliš, da je res resnica. In če ti to zamaješ, potem dobesedno tvoja energija začne pešati. Tako da jaz bi vam številka 1 gradnje te energije oziroma kako ostajati v svoji energiji je, da trdno se enkrat za vselej spoznate, naredite introspekcijo in se odločite, kaj
kaj so vaša prepričanja in kaj je vaša energija. Kajti, potem, ko bo prišel nek človek, neka situacija, ni pomembno, kaj je, in bo želela vstopati v vašo energijo, vas testirati, vas zmesti, ko bo prišla energija, boste jo vi znali zaznati, a veste, znali boste reči, to pa ni moje, to se ne sklada z mojimi prepričanji, mojimi zapisi in boste avtomatsko zavrnili. Čim pa boste vi dvomili vase, se ne boste poznali, ne boste imeli na vse zadnje tudi samozavesti. Prva informacija, ki pride, vas lahko zmede in umakne stran od vaše poti. Tako da to je najmočnejša tehnika, ki je kadarkoli obstajala za to, da človek lahko ostane v svoji energiji. Tako da verjamem, da boste to znali zgraditi, še nekaj kratkih napotkov pa seveda kmalu. Vprašanje, ki ga imajo, če obstaja kakšne zaščitne tehnike za energijo, zaščita recimo tudi za naše prostore, zaščita pred črno magijo. Ja, moram reči, da je teh tehnik resnično veliko, nekaj jih lahko sicer tudi najdete v moji drugi in tretji knjigi Nebesa odgovarjajo in Nebesa obiskujejo. Teh tehnik, se pravim, jaz ne moram reči, da mi je kakšna tehnika mogoče toplo pri srcu in druga, ne. Jaz pravim, da kakršnakoli tehnika, ki jo boste nekje našli in prebrali in vam bo blizu pri srcu, bo sicer delovala za vas. Nekateri se radi zjutraj zbudijo in objamejo svojo energijo z pomočjo nadangela Mihaela, nekateri radi prečistijo svoje prostore s tistimi posebnimi palčkami, da dvignejo energijo prostora. Nekateri to delajo s kakršnimi koli drugimi tehnikami. To si lahko sami preberete in se sami poučite. Jaz moram reči, da so to super podporne tehnike, tudi sama jih kar nekaj uporabljam pri našem tečaju parapsihologije. Je pa res, da vas nekaj moram upozoriti, morda kot čisti trik teh tehnik. Neka energetska tehnika je podpora in zaradi tega jih jaz sicer imam zelo rada, vendar se morate zavedati, čim vi enkrat podvomite v to tehniko, čim je enkrat prisoten strah, bodo te tehnike odpovedale. Ljudje potem malce izgubijo zaupanje v angele, mojstre, s komarkoli še delajo, vendar to povsem brezpotrebno. Zapomnite si eno stvar, kakršnokoli tehniko za zaščito, amulete, karkoli boste izbrali, tudi zaščita pred črno magijo, uroki, karkoli že je, jaz to pravim, da to je čisto v redu, če nič ne delate s slabimi nameni, vendar pa morate nekaj vedeti. V prvi vrsti morate vi verjeti, da vi to zmorete narediti in da bo delovalo za vas. Kajti nobena tehnika v tem primeru ne bo mogla delati namesto vas. Če vi v njo ne boste verjeli, bo osnovna energija govorila, bojim se, nekdo mi lahko škoduje. In to je osnovna energija, ki bo potem to škodovanje na energetski ravni tudi dovolila. To pomeni vse tisto, kar smo omenili. Energetski vampiri, črne magije in tako podobno. Dajte se zavedati, da so tehnike vaše prijateljice, ampak najboljši prijatelj, prijateljica v življenju ste si vi sami. Zgradite si to prepričanje v glavi, kar tudi je resnica, da vi vse zmorete, da nihče ne more vstopati v vašo energijo, vkolikor ne želite. Zgradite to odločnost, da boste sami rekli, to energijo sprejemam in to ne. In to je najboljša tehnika, ki vas bo podprla, vse ostale pa bodo seveda super prijateljice. Torej, imamo še vprašanja naprej in kar nadaljujemo. Še zadnje vprašanje, ki sem ga dobila, je bilo, kako se gradi močno, stabilno energijo. Predvsem bi rekla, morda v tem našem modernem svetu, da ljudje ne opazimo, ko nam energija pada. To, da nam energija raste in pada v določenih življenjskih obdobjih in glede na okoliščine in situacije, je nekaj povsem normalnega, tako da je škoda, da bi se obtoževali, kadar se vam to zgodi. To je življenje, to je naš naravni proces. Vendar je najboljše za ohranjanje neke stabilne energije, ki ne bo doživljala vsaj ne večjih padcev, je to, da se dovolj dobro poznate. In kaj mislim s tem je, da veste, kdaj je čas, da se ustavite. Predvsem to je tisto, kar ljudje ne znamo narediti. Kadar se mi utrudimo in utrudimo se lahko zaradi nekih fizičnih naporov, psihičnih naporov, čustvenih naporov, razumete, kakorkoli težki odnosi se zgodijo, to je nekaj povsem normalnega, takrat ljudje dostikrat gremo z glavo čez zid in skušamo z neko agresivno energijo potem to reševati, strah nas je, obupani smo, kakorkoli že, vendar to bo navadi čisti bumerang efekt, ki se ne konča dobro. Graditi močno stabilno energijo, ki bo
lahko znala reagirati tudi v težkih trenutkih, je najbolje zgraditi tako, da ko veste, da je nekaj bilo za vaš sistem preveč, da se ustavite in da si takrat energijo začnete dobesedno dovajati. To je isto, veste, ko ste lačni, kaj naredite. Ne greste potem še za nalašč teči ali pa še več energije kuriti. A veste, ni smiselno. Vzameš hrano in se naješ. In ponavadi, veste, lakota je tako zelo primarna stvar, da ko smo lačni, gremo zelo hitro po hrano in si zagotovimo, da bomo to dobili za energijo, pa to velikokrat ne delamo. Kajti, če bi to resno delali tako, kot bi morali, potem, ko se zgodi energetski padec, bi naredili kaj? Greš recimo v lepo okolje. Ne vem, jaz imam rada morje. Za mene, recimo, če se ne počutim karkoli dobro, če si moram svoje baterije napolniti, za mene je to morsko okolje. Za nekoga je to druženje z živalmi, z naravo, za nekatere je to ples, petje, ne vem, kar je vaše. To pomeni se ustaviti, odmakniti druge energije, na vse zadnje odmakniti druge ljudi, okoliščine, razumete, da pride v center, kjer boste sami seboj in delali tisto, kar se vam zdi, da vam da energijo in da naredite wow, sedaj sem pa lahko zadihala in ko ta energija pride nazaj, imate ponovno moč, imate ponovno, razumete, tisti zagon, ki ga potrebujete. Tako da jaz bi rekla, da samo pazite na svojo energijo na ta način, da veste, kdaj začne padati, da veste, kdaj je bilo preveč dela, preveč ustvarjeno, na vse zadnje preveč pogovarjanja z drugimi ljudmi in kdaj potrebujete ta čas samo zase. Če boste to delali večkrat, če si boste vzeli čas za to, ker ljudje dostikrat rečejo, da ni časa za to, pa potem ugotovijo, da potem čas njihov lastnik, namesto, razumete, da bi mi s časom sodelovali, boste opazili, da bo vaše življenje postalo mnogo lažje, mnogo boljše in da bo zadeva šla seveda veliko hitreje naprej v tiste nove pozitivne smeri. Vabim vas na vse naše čudovite dogodke, upam, da so vam bila ta sporočila všeč, čakajo nas za to pomlad energetske tehnike, ki vas bodo podprle pri vašem spomladanskem namenu, številne meditacije, vabim vas, da si ogledate program, se seveda slišimo naslednjič in lep teden vam želim.